Slavnostni akademiji ob 20-letnici ekonomske gimnazije, ki temelji na 70-letni tradiciji ekonomskega izobraževanja, so se pridružili tudi nekateri svetovno znani športniki, mladi podjetniki in nekdanji dijaki omenjenega izobraževanja. Mi smo predvsem ponosni na teh 20 let ekonomske gimnazije, ob katerih se z veseljem ozremo nazaj na še dodatnih 50 let ekonomskega izobraževanja v Kranju, kjer se je pravzaprav vse začelo. Jaz sem prepričana, da tudi poslušalci vedo, da so ljudje tisti bistveni in ne glede na vse reorganizacije, ki so se vmes dogajale, kot sem danes že omenila, šolska ministrstva se menjajo, imena se menjajo, ljudje ostajamo in ljudje smo tisti, ki skupaj z našimi dijaki vsako leto svežo novo generacijo ustvarjamo šolski vsakdan. In ti jubileji nam v bistvu predstavljajo eno tako priložnost, da povabimo bivše dijake, se spomnimo njihovih uspehov, ki jih tudi sicer ves čas spremljamo. Kranj je bil eden prvih, ki je uvedel program ekonomske gimnazije. To je pomenilo šele prvi korak, saj so se takrat odločili, da bodo program prilagodili športnikom, raziskovalcem in kulturnikom. In na koga ali kaj je ravnateljica še posebej ponosna? Na dijake, na koga čem biti, pa pravzaprav tudi na svoje sodelavce, ki so pripravljeni svoj prosti čas z velikim entuziazmom vložiti vanje, jih spremljati na njihovi poti, tudi takrat, ko niso tako uspešni, tudi takrat, ko imajo težave, jim priskočiti na pomoč, žrtvovati za njih nedelje, popoldneve, večere in v bistvu postavljati pravzaprav ene take nove standardne izobraževanja v sodobnem času. V trajnostni urbani strategiji mestne občine Kranj do leta 2030 je zapisana tudi skrb za dostopno in kakovostno ustvarjalno okolje za mladino. Župan Trilar je v nagovoru predstavil temelje preteklega uspešnega dela in poudaril, da je Kranj zastavljene cilje že dosegel in tudi presegel. Če pogledam razvoja, 70-letnica, kako se je šola razvijala, bi rekel, da sem še posebej lahko ponosen na tisto smelo potezo nekdanjega vodstva, da so šli v programe, gimnazijske programe športa, kulture in tako naprej. In rezultati so danes zelo vidni ne samo v Sloveniji, ampak po celem svetu. Določeni njihovi dijaki in dijakinje so svetovno uspešni športniki, kot je Peter Prevc, pa videli smo tukaj Vesno Fabjan, pa Žana in tako naprej. Skratka, zelo smela poteza za tiste čase, ki je tudi zelo lepo uspela, tako da in prejšnjemu in sedanjemu vodstvu čestitam, da so ponesli ime Kranja svojo šolo v svet. Glede izobraževalnega sistema in načina dela z mladimi bi se lahko marsikatera šola v Sloveniji izgledovala ravno po gimnaziji Franceta Prešerna. Jaz mislim, da so že v preteklosti, pa tudi sedaj, iskali na nek način, kako bi temu rekel, tržne niše. Torej, take programe, ki združujejo ne samo srednješolsko izobrazbo, ampak tudi še kaj zraven, in to se je izkazalo kot zelo uspešen pristop. Za uspehe na izobraževalnem področju in v samem vrhu svetovnega športa dijakov je potrebno veliko sodelovanja, pravih ljudi in izdelan sistem. In sistem gimnazije Franceta Prešerna v Kranju več kot očitno deluje.